Zdaj naj bi nekdo iz Maribora, ki ima nemško državljanstvo, imel večjo politično pravico soodločanja o mariborskem vrtcu, javnem prometu ali stanovanjski politiki kot njegov sosed s srbskim državljanstvom. In ne le to. Nemški državljan sploh ne potrebuje stalnega prebivališča, da lahko voli. Srbski državljan, ki pa ima stalno prebivališče, ki ga pridobili šele po 5 letih bivanja pri nas in je več kot četrt stoletja nemoteno volil, na lokalni ravni pa te pravice po novem ne bi imel več. Zakaj? Ker se eden piše Miller, drugi pa Petrovič. A zato? Leta 2002 je bila ureditev zastavljena drugače. Ne zato, ker bi takrat kdorkoli izgubil razum, ampak ker je bilo razumljeno osnovno načelo. Lokalna demokracija temelji na življenju v skupnosti. Če nekdo 5 let živi v Mariboru, tam plačuje davke, njegovi otroci obiskujejo tamkajšnje šole in se vsak dan vozi po tamkajšnjih cestah, potem ga odločitve lokalnih oblasti še kako konkretno zadevajo. Zadevajo na ravni vsakdanjega življenja. Njegovo državljanstvo ne spremeni dejstva, da je nepogrešljiv del lokalne skupnosti. Zdaj pa se tem ljudem pravica jemlje, kar pomeni velik politični korak nazaj in resno nižanje demokratičnih standardov. Še bolj problematična pa je retorika, s katero se ta odvzem pravic utemeljuje. Poslušali smo trditve, da tujci množično vplivajo na izide volitev, da jih kandidati organizirano vozijo na volišča in da je denimo v Kranju takšnih volivcev kar 6000. Toda ko pogledamo uradne podatke, se te neresnice sesujejo kot hišica iz kart. V Kranju je bilo med tujci skupaj 3792 volilnih upravičencev, na zadnjih lokalnih volitvah pa jih je glasovalo natanko 324. Na ravni celotne Slovenije je glasovalo 7354 državljanov tretjih držav. To je pičlih 0,84%. Niti 1%. Iz tega ustvarjati skrito politično vojsko, ki naj bi krojila slovenske lokalne volitve, je skrajno manipulativna politična propaganda. Nato je tu še argument desnice o pripadnosti kraju, češ da ljudje, ki niso rojeni tukaj, ne poznajo tradicije, običajev in lokalnih potreb. Toda človek, ki 5 let živi v neki občini, zelo dobro ve, ali avtobus vozi pravočasno, ve, ali je vrtec predrag, ve, koliko znaša njegova najemnina in ve, ali je zdravstveni dom dostopen. Morda res ne pozna vaše idealizirane predstave o tradiciji, več kot odlično pa pozna svojo položnico, svojo najemnino in svojo plačo. In mimogrede, mnogi od teh ljudi so zelo dobro spoznali tudi tradicijo izkoriščanja tuje delovne sile, tradicijo neplačevanja opravljenega dela in miselnost, da človeka potrebujemo le dokler dela, nato pa ga želimo izločiti iz politične skupnosti. Pridi, delaj, plačuj in molči. To je dejanska politika, ki jo razkriva vaše referendumsko vprašanje. Tukaj pa trčimo ob širši problem. Ta referendum ni le referendum o tujcih. O ne, je del širšega političnega vzorca, v katerem oblast načrtno išče manjšinske skupine, ki jih lahko predstavi kot krivce za težave večine. Enkrat so to tujci, drugič prejemniki socialnih transferjev, tretjič so to Romi, četrtič LGBTIQ plus osebe, petič nevladne organizacije. Vedno je treba najti nekoga, ki je dovolj šibek, dovolj drugačen in seveda dovolj priročen, da se ga izpostavi kot dežurnega krivca. To je vaša preizkušena politična receptura. Ko ne morete zagotoviti dostopnih stanovanj, ponudite tujca kot problem. Ko ljudje nedopustno dolgo čakajo na zdravnika, ponudite tujca kot problem. Ko so plače prenizke in je javni sistem pod pritiskom, prst usmerite v nekoga drugega. Medtem pa ključni, realni problemi ostajajo nerešeni.